ob zblojeni svobodi, ki si jo zdaj izjemno lepo opisal, potem ob kozmodisk koaliciji, bom jaz rekel, zato ker imajo zlomljene hrbtenice, ne? Kdo je zagotovil 3, tiste nujne, ključne 3 za vsak slučaj? Ja, SD, ne? Ja, čeprav je v zadnjem tednu dobival klofuto za klofuto od svojih večjih koalicijskih partnerjev in tu pa bom poimensko, ne? Ker pač Tina Gaber očitno meni, da živinoreje ne rabimo, saj vendarle ne, vegani mesa in mleka ne koristijo, ne, in v nekih teh ekoloških agendah so prepričani, da krave nek metan rigajo ali kako že in povzročajo toplogredne izpuste. To je Tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Ja, tudi besnih tokrat ni bilo tako malo, pod preteklo epizodo se je razvila kar zanimiva debata, česar pa smo po svoje tudi veseli. No, poleg besnih pa nas ta teden spremljajo tudi Matjaž Han, Aleš Rezar, Damir Črnšec, kmetje, invalidi in eskimi. Matjaž Han se je z SD zapletel v novo afero, Luka Mesec pa se je svoje mojstrsko izvlekel tudi na račun sindikata, ki ga je roko na srce dolgo moral brcati v rit. Svoboda krajša za še enega poslanca, zdaj jih imajo 39, pa je z zvijanjem rok socialnim demokratom sprejela sporno vmesno poročilo preiskovalne komisije, katere edini cilj je zdaj na križ pribiti Tatjano Bobnar in Boštjana Lindava ter oprati ime Roberta Goloba. No, medtem pa vladi, ki sprejema nove in nove zakone brez relevantnih deležnikov, strmoglavlja podpora, desnica pa se medtem sprašuje, ali je vendarle možno tudi sodelovati. No, v Srbiji ljudje ostajajo na cesti kljub temu, da je padla vlada, Donald Trump pa že v prvem tednu intenzivno izvaja svoje predvolilne obljube. No, preden se podamo k dogodkom tokratnega tedna, pa še kratko vabilo, vse vas vabiva, da se podate na spletno stran zanima.me, kjer zbiramo podporo za nadaljevanje našega medijskega projekta, ki vključuje tudi Tedenski safari, seveda upamo pa, da se v kratkem pridruži tudi spletni portal. In že greva, Peter, v center dogajanja, v ulov tedna, mislim, da je ulov tedna nesporni Matjaž Han, ki lahko rečemo figurativno, da se obrača na ražnju zadnje dni, ne? Spet bi rekel podobno kot pred letom dni pri aferi Litijska, tudi ali predvsem po zaslugi medijskih aktivnosti vladajoče Svobode, pa kljub temu, ne, ko govorimo o aferi Spirit, o aferi z velikim razpisom težkim 83 milijonov evrov na gospodarskem ministrstvu, morava reči, ne, da že v delu, ki se nanaša prav konkretno na osebe ali pravne, fizične, povezane s socialnimi demokrati, afera težka približno 4-krat toliko kot tista Litijska, ne, 30 od 83 milijonov bi šlo tako ali drugače imenom povezanim stranko, kot so se izrazili ta teden v Svobodi, ima razpis barvo, von in okus. Mislim, da so se naslonili na eno staro izjavo Janija Prednika. Ne. Drži, zdaj tako je, ne, tam je vse, od nekdanjega člana podmladka SD, ki je viden na številnih fotografijah z županom Velenja, Dermolom, ki je član stranke, ne. Potem je tu omenjena nečakinja vidnega člana Sandija Češka, pa mož sestrične pravosodne ministrice Andreje Katič, oče nekdanjega poslanca Škoberneta, pa še en član manj znan mladega foruma SD. Skratka, neprijetno za stranko in za predsednika, posebej pa, ne, kot je bilo tudi sinoči v Tarči videti za državnega sekretarja Frangeža, glede na to, da smo zdaj izvedeli, ne, da je razpisna merila pripravljalo ministrstvo, ne pa Spirit, torej konkretno direktorat, ki sodi v Frangeževo pristojnost, pa morda pogledava za uvod. Jaz sem že 2 tedna nazaj mojemu šefu, ministru Hanu, v bistvu nakazal mojo pripravljenost, da odstopim iz položaja državnega sekretarja. Zakaj? Zato, ker se počutim odgovornega. Prvič zato, ker sem formalno odgovoren za delo 2 direktoratov, ki sta pri tem sodelovala, direktorata za razvojna sredstva in pa direktorat za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo. Drugič zato, pa ker obstaja nekaj okoliščin, recimo znanstvo z gospodom Horvatom, ki lahko ustvari napačen videz. Pa ste torej ta odstop ponudili oziroma ga nameravate glede na... Torej, jaz sem ga svojemu šefu predal, moj šef ga v tistem trenutku ni sprejel.
Ja, tarča včerajšnja je bila zelo zanimiva. Ne? Moram pa reči, da me tukaj pa moram pohvaliti, no, po eni strani Matevža Frangeža, tako dobro pripravljenega politika na nastopu tarči. Mislim, da v Sloveniji že dolgo nismo videli. Že scenografija, tako meter papirja na mizi. Ja, ne samo to, meter papirja na vsako čitek, ki mu ga je navrgla voditeljica, je imel nek odgovor, je pripravil nek dokaj prepričljiv, jaz bi rekel celo, kdor bi gledal samo včerajšnjo tarčo, bi morda celo pomislil, da je pravzaprav, da sta Frangež in Han pravzaprav precej nedolžna v tej celotni zadevi, tako dobro pripravljen je bil, tako da po svoje je bil to kar tak moment za sladokusce političnega dogajanja, ker takih nimamo prav veliko. Po drugi strani smo uslugo naredili pa celo še koalicijski partnerji in SDS, ki so nastop v oddaji bojkotirali, s čimer so še dodatno dali vtis, češ, da oni nimajo argumentov in se zato ne upajo soočiti v oddaji, on pa si je v oddaji upal priti z vsemi temi papirji in to povedati. To, kar smo videli, je tisto, kar se od državnega sekretarja pričakuje, se mi zdi, tudi na te zelo čustvene vprašanja je imel tehnicistične hladne odgovore in to je vedno dobro v takšnih primerih. Zdaj, tisto, kar pa je pa, da že odprej stranko SD, pa še kakšno sicer, bremeni afera TEŠ6, to je tista mati vseh slovenskih afer, ki sodi v ta isti pravzaprav geografski ali pa interesni del stranke SD in to je ta šaleški lobi. In mislim, da je zaradi tega toliko bolj zadela nekako v jedro stranko SD. Zdaj vidim pa vendarle tudi kar nekaj resnih olajševalnih okoliščin, če to stvar ne v znesku, pač pa v okoliščinah primerjava z Litijsko. Eno je, da direktorja agencije Spirit Roka Capla vendarle ni izbral na začetku mandata osebno Matjaž Han kot minister, bil je imenovan še v času prejšnje Janševe vlade, ko je ministrstvo vodil Zdravko Počivalšek. Zakaj to poudarjam? Ker bi seveda izpadlo še bistveno bolj obremenilno, če bi si prav Matjaž Han postavil tega direktorja. Spirit je vsaj na papirju in v teoriji tudi kot druga olajševalna okoliščina neodvisna agencija. To je že rekel Matjaž Han sam. Načeloma ne smem vedeti niti v prvi fazi, kdo je prijavljen, niti tik pred zadnjo fazo, kdo bo dejansko sredstva dobil. Se pravi, neko preventivno ravnanje pravzaprav ne bi bilo na mestu. Zdaj, ko je stvar eskalirala v javnost, pa je treba pohvaliti hiter odziv, ki ga pri Litijski ni bilo. To vsekakor, jaz bi dodal še par stvari tukaj. In sicer po svoje ni problem, kot morda zgleda na prvi pogled, da so na tem razpisu uspela tudi nekatera podjetja, ki so blizu stranke SD. Zdaj, če se osredotočim morda na prvi razpis, za prestrukturiranje Šaleške in Zasavske regije. Obe regiji sta pravzaprav pretežno levičarski, oziroma celo bi lahko rekel do neke mere trdnjavi socialnih demokratov, tako da pričakovati, da na razpisu za podjetja v tej regiji ne bo nikogar, ki ne bi bil niti bratranec, niti mož od sestrične, ali kako smo že gledali, bi bilo pravzaprav iluzorno oziroma nelogično pričakovati. Tako da samo dejstvo, da so pač nekateri ljudje, ki so uspeli na razpisu povezani z stranko SD, niti tukaj ni sporno. Bolj sporni so, bom rekel, nekateri detajli, ki potem pridejo vmes. Tukaj pa mislim, v zakulisju je recimo eno tako zanimivo sosledje. Že prej sem omenil medijske aktivnosti vladajoče stranke Gibanje Svoboda. 13. januar sem šel pogledat dan, ko si je Matjaž Han še pred izbruhom te afere javno zaželel več spoštovanja do stranke SD. Ne boš verjel, prav isti dan, 13.1. Finance kot prve objavijo tole zgodbo z naslovom, kako je to mogoče, milijoni za simpatizerje in člane stranke SD. In to simbolno na dan, ko je sicer Han z mediji komuniciral konec finančne sanacije stranke, ob sicer prodaji Levstikove, stavbe na Levstikovi in potem še dvoje, potem sledi interpelacija notranjega ministra iz vrst Svobode, kjer SD kolektivno odreče podporo ministru, in potem 2 dni kasneje Hana javno pokličejo, in to moram reči, da do zdaj ni bila praksa v tem mandatu, da se zagovarja pred poslanci Gibanja Svoboda. Skratka, nekako se je ta afera skušala tudi znotraj koalicije strani najmočnejše stranke medijsko potencirati. Jaz mislim, da celo, če ne bi SD igrala tukaj, bom rekel, neke vrste rahlega upornika, zdaj treba je vendarle povedati, da tukaj ne gre za neko resno uporništvo,
da se vzdržiš na interpelaciji, vendarle ne pomeni nič resnega, ne, in konec koncev, da si rahlo kritičen do kakšne vladne poteze tudi, ne, ampak že to je očitno v Svobodi dovolj, da se je treba potem SD umaščevati in mislim, da brez teh, bom rekel, rahlo uporniških potez ta afera verjetno niti ne bi prišla v javnost. Ja, mislim, da imaš prav in da sva že v eni od prejšnjih epizod omenila, da Robert Golob deluje predvsej na ta mafijski princip ljubljenja prstana, in takoj, ko si je znotraj koalicije še nekdo zaželel spoštovanje, se je očitno počutil kar preveč ogroženega. No, najbolj pa se mi zdi, da je Svoboda pokazala medijsko nase v tej aferi oziroma v zvezi z njo, ko je morda najbolj provladni medij ta hip, vsaj za moje pojme, govorim pa o tiskanem mediju, o tedniku, imena ne bom, da jim po nepotrebnem ne delam reklame, napadal voditeljico Tarče na RTV, Eriko Žnidaršič, zakaj da se še ne ukvarja s Hanovo afero, zakaj se vmes ukvarjajo, ne vem, z spornimi izdelki na policah slovenskih trgovin in tako naprej, No, potem so vendarle dosegli svoje in Matjaž Han je moral v razmaku nekaj dni obkrožiti prav vse slovenske studije, ki kaj štejejo, tako da poglejva en izsek iz. Ampak v tej državi imamo ogromno funkcionarjev, ki imajo podjetja, ki se prijavljajo na razpise in ni problem, ker so v nekaterih drugih strankah. V nekaterih drugih strankah, midva oba veva, ker sva dovolj dolgo zraven pri tem spremljanju vseh teh zadev, da nek razpis na nekem ministrstvu ali neki agenciji je lahko medijska tema, lahko pa v poplavi podobnih razpisov tudi ni, In prepričan sem, da kakor je dinamika med koalicijskimi partnerji v tem mandatu, da bomo še o razpisih kakšne druge stranke, morda večje po številu mandatov, govorili v prihodnjih mesecih, bi pa rekel samo še to. Moč SD je v bistvu ironično ta hip v njeni šibkosti, namreč padec Hana, posledični zelo verjetno tudi izstop SD iz te koalicije, bi bolj ali manj pomenil konec, vsaj simbolni, če že ne prav de facto konec Golobove vlade. Predsednik bi seveda lahko vztrajal tudi z globoko manjšinsko vlado, vse to smo že videli tudi v prejšnjih mandatih, bi pa verjetno do volitev modus operandi, kakršen ima že z 53 poslanci koalicija ni speljala popolnoma ničesar, kaj šele potem, ne vem, z manj kot 40, sploh ker se je zdaj, včeraj pravzaprav v parlamentu zgodil še en premik in sicer od Svobode k demokratom Anžeta Logarja, ki bojo zdaj s 3, z novim poslancem, bojo dejansko poslanska skupina. Tako da, če potegnem črto pod tole afero Spirit, bi rekel, Han ostaja. Mislim, da je še en element, ki ga nameravam malo kasneje omeniti, priča o tem, da je nekak dogovor, da ga za zdaj zadržijo v koaliciji. Mislim pa, da je ravno državni sekretar Frangeš naslednji v vrsti, da se, če malo slikovito pretiravam, vrže pod vlak v imenu višjih ciljev. Ja, verjetno mu tudi ta izjemen nastop v Tarči ne bo pomagal. Kljub vsemu, tukaj se mi zdi, da koalicija bo držala na ta način s Hanom, pravzaprav tudi celotno stranko SD v šahu, da vendarle ne bi bili preveč poredni, če tako rečemo, oziroma da ne bi zakuhali preveč težav v koaliciji ali bili preveč uporniški. Vseeno bi pa dodal še par stvari, kljub temu, da sem na začetku poudaril, da so tukaj, oziroma sva poudarila, da so določene olajševalne okoliščine okrog te afere. Med drugim tudi to, da denar ni bil nakazan, Je pa vendarle tukaj kar nekaj sumljivega, da ne bo zgledal, da zibranimo stranko. Je problem sploh recimo pri tistih turističnih razpisih, ko se ti za milijonska sredstva prijavijo podjetja, ki imajo manj kot 50,000 evrov prometa na leto. Tukaj zagotovo stvari smrdijo, prav tako recimo manevri, ki so bili nakazani na Tarči, da bi se določen javni denar lahko kanaliziral za reševanje določenih nekdanjih najbogatejših oziroma posameznikov z liste najbogatejših Slovencev, ki so se potem podjetniško zaplezali v zadnjih letih, ali pa recimo praksa, da se prikaže fiktivno zaposlovanje ljudi, tako da jih najprej odpustiš, prezaposliš na neko drugo podjetje, ki potem izvaja tebi storitev tega dela, medtem ko si pač izvajal razpis in ob koncu razpisa potem te ljudi zaposliš nazaj in prikažeš, da si dvignil zaposlenost v tej regiji. To so pač
taki triki, ki so tukaj neprimerni in pač jih je treba tudi preganjati. In konec koncev se zdi, da vendarle si je očitno stranka SD vzela te razpise nekoliko tudi kot malo lasten bankomat. Rekel bi malo šaljivo, malo pa tudi zares, da je stranka SD v tem mandatu pokazala veliko kreativnosti pri tem, kako si zbiti javno podporo proti nič, zelo malo kreativnosti pa v tem, kako jo povišati proti 10. Kar je pa svoje žalostno, ker so vendarle Socialni demokrati pravzaprav edina ali pa najbolj relevantna stranka na levi, ki ima tradicijo, ki ima teren in nima morda povsem radikalno socialističnega programa kot morda katera izmed drugih koalicijskih partneric. Mislim pa, da je skrajni čas, ne, če si želijo neko spoštovanje dejansko pridobiti, da si ga pač tudi vzamejo, ne samo, da si ga po svoje želijo, ampak da za to tudi nekaj naredijo. Tudi zaradi tega, kar si rekel, da niso skrajni, da so pragmatični, morda pod Matjažem Hanom z enim očesom celo pripravljeni gledati na povezovanje čez pol, jih je Peter seveda treba imeti na uzdi, ne, z vidika Goloba in še koga. In ta teden so jih zelo zauzdali, ne, ko je šlo za reševanje seveda pa velikega vodje, ne, torej Roberta Goloba. Ne. Res je. Ja, zdaj tako, ne, očitno pritiski, kakršnih se preko medijev znotraj koalicije in tako naprej poslužuje Gibanje Svoboda, sicer zame zelo prozorni in očitni, ampak užgejo, ne, in tega, kot praviš, si je SD kriva sama. 3 so glasovali za sporne sklepe Rezarjeve komisije. Zakaj menim, da so sporni? Poglej, prvo, ne, Svoboda preiskuje samo sebe, ne, to že cela Slovenija čivka o tem, da oni tu preiskujejo sami sebe. Drugo, to komisijo vodi povsem nekredibilen poslanec, ki je še pred vstopom v politiko od 2017 do 2022 bil Robertu Golobu podrejen še nekje drugje in to je v podjetju GEN-I. In bo verjetno tudi po izhodu iz zelo politike. Verjetno bo njegova eksistenca še naprej v veliki meri odvisna od Goloba. Ne? In s tem Svoboda slovenski javnosti v bistvu kaže, kako oni razumejo demokracijo. Se pravi, Golob je postal dobesedno tožilec in obtoženec, ne, v isti osebi, samo sebi nekako odloča. Rezar je kot nek Rezar brez zaslišanja predsednika vlade ocenil, da ta ni popolnoma nič kriv, opoziciji po drugi strani oduzel možnost, da karkoli vprašajo. Potem, ko je še lansko jesen razlagal, ne, da se z Robertom Golobom dogovarjata o terminu zaslišanja v državnem zboru, ki naj bi bil pa vsak čas. No, se je Robert Golob je celo sam rekel, da bo prišel in z dokumenti ovrgel vse obtožbe. Ne, se to smo videli v Odmevih ali mislim, ali Prslako, ki je to zelo eksplicitno povedal. Ne. Zdaj, kar je na tem mestu po mojem treba reči glede koalicije. Ne. Za opozicijo seveda, ne, vemo, kako državni zbor deluje. Za koalicijo je pomembno, da ima preštete opozicijske glasove. To v tem mandatu ni težko. Opozicija ima, kadar je res kompletna, 35 glasov. Ne. Se pravi, za karkoli, ko potrebuješ navadno večino, jih je potrebno v koaliciji prešteti do 36. Zdaj mislim do 37, ne, odkar je Tine Novak prestopil. Ja, tako je, evo, ponovno do 37 in tule, ne, bi bilo glasov Svobode za te Rezarjeve sklepe natanko 34, 3 premalo in kdo je zagotovil 3, tiste nujne, ključne 3 za vsak slučaj? Ja, SD, ne. Ja. Čeprav je v zadnjem tednu dobival klofuto za klofuto od svojih večjih koalicijskih partnerjev in tu pa bom poimensko, ne. Bom rekel, da imajo Uroš Brežan, ki je sicer nekdanji minister Svobode, ne, ki je bil vržen čez ramo, Darko Kranjc in Urška Klakočar Zupančič, pa karkoli si že o njenih sicer ravnanjih mislimo, ne, bistveno več neke hrbtenice in integritete in to znotraj stranke Svoboda, ne, kot jo imajo na drugi strani Jani Prednik, Meira Hot in Jonas Žnidaršič v vrstah Socialnih demokratov. Menda so se odločili te sklepe, ki obračunavajo z Lindavom in Bobnarjevo, podpreti celo, ne da bi ostali 4 kolegi v poslanski skupini vedeli, kaj bojo na glasovanju naredili. In zdaj tu ena zanimiva informacija. Usklajeni pa naj bi bili z vrhom stranke, domnevam, da torej z Matjažem Hanom, da vendarle dajo te manjkajoče glasove Svobodi. Zakaj? V zadnjih dneh sta mi vsaj 2 res kredibilna sogovornika z različnih polov potrdila, da naj bi imeli Matjaža Hana, kar zadeva subvencije, ne vem, ali prav konkretni razpis ali kakšen drug, posnetega, ko nekomu od podjetnikov obljublja v stilu, saj tole bomo pa že uredili. Ne? Zdaj, če je neka taka stvar, ki so jo med sabo porinili v predal do nadaljnega, ko jo bo treba potegniti ven, razlog, da Socialnim demokratom spet krivijo hrbtenice v državnem zboru,
potem so si socialni demokrati tega res krivi sami. Ja, in to je pravzaprav za njih še ena izgubljena priložnost, ko bi lahko pravzaprav izsilili ali pa zahtevali od svojih koalicijskih partnerjev in konec koncev tudi od javnosti, da pač jim da nekaj spoštovanja, ki bi jim recimo, ki mislijo, da bi jim pritikalo, ne, oziroma da bi se nekoliko postavili zase, na ta način jih pa Svoboda pravzaprav drži v šahu in bodo očitno ostali na ta način v koaliciji prav do bridkega konca in nimajo očitno tega izhoda, ne, kar se mi pa še tukaj pri tej zgodbi, ne, se mi zdi srhljivo, je ta nova definicija svobodinih tajnih podatkov. Ne, torej, vsak tajni podatek, ki ga je nekdo izpustil v javnost, zdaj očitno po novem to več ni. Ali, če prevedeva v prakso, vsak tajni podatek, ki ga visoki člani Svobode pošljajo nekomu na necenzurirano, ni več tajni podatek. Ne? Tako je, ne, pri čemer seveda v normalnih državah bi pač obstoj takega podatka pač zanikali, ne, medtem ko pač se tukaj priznava celo v parlamentu zapisnike zaprte seje, torej te komisije, ki je bila zaprta za javnost ravno zaradi občutljivosti podatkov. Mislim, da se tukaj kaže po eni strani totalno diletantstvo nekaterih poslancev Svobode, ki nimajo blage veze, kako funkcionira politika, kako funkcionira državni zbor, kaj so občutljivi podatki za državno varnost, za državo in tako dalje. Oziroma po drugi strani, da gremo v resnično brutalni obračun z vsemi, ki si drznejo pravzaprav kakorkoli škodovati liku in delu njihovega velikega vodje Roberta Goloba in ne še več prek državnega zbora, namesto da bi recimo Rezar, če že je misel, da je pač tukaj problem sam vložil neke te kazenske ovadbe in podobne zadeve, se zdaj skriva za celotno institucijo parlamenta, zlorablja institucijo parlamenta, ne, da prek celotne koalicije izglasujejo te sklepe, prek katerih bodo napadli, ne, in dali predvsem je pa tukaj jasen signal vsakomur, ki bi si drznil recimo pričati ali kako drugače, recimo biti žvižgač proti Svobodi, ne, pazi se, to te čaka. Ne. To je v primeru Lindava, ki je, mislim, da v penzionu, ne, kazenska ovadba, v primeru Tatjane Bobnar, ki še ni v penzionu, odvzem dostopa do tajnih podatkov, kar naj bi... Ta je zanimiv, ta odvzem je zanimiv, tudi prebiral sem zdaj v zadnjih urah, preden sva šla tole snemat, ne. To dejansko pomeni težave, ukolikor bi Tatjana Bobnar želela še v policiji delati. Ne sicer recimo, če bi še kdaj želela biti ministrica, če pa prav v policiji ali v kakšnem drugem organu pregona bo imela pa s tem problem. Ne. Ja, in mislim, da je tukaj res ta znak, ne, pazi se, da ne bi, ne, ker bomo prišli po tebe in ti zagrnili življenje. Glede teh stvari v parlamentu bi rekel še tako. Ob zblojeni Svobodi, ki si jo zdaj izjemno lepo opisal, potem ob kozmodisk koaliciji, bom jaz rekel, zato ker imajo zlomljene hrbtenice, ne, in ob nekoliko, to je treba reči, ko gre za policijo, nekoliko tiši SDS, kot smo je vajeni, ne, je treba tu po mojem dati neke zasluge določene, da je javnost sploh zvedela v takem obsegu, kaj se gredo NSI-ju, ker so skozi izjemno dosledno delo v tej preiskovalni komisiji, to je poslanka Vida Čadonič Špelič, pa tudi v KNOVS-u, kjer imajo predsednika Janeza Žaklja, uspeli vsaj do te mere razgaliti Svobodo, da je za te Rezarjeve sklepe na koncu glasoval 37 od zdaj po novem 50 poslancev koalicije, odštel sem še Miho Kordiša, ker v glavnem že glasuje drugače. Ne? Tako da poglejmo mal, kako v bistvu edini glas proti temu stampedu in valjarju Svobode bila zadnje čase Nova Slovenija. Kakšno vrednost ima vmesno poročilo, vaše vmesno poročilo neke komisije brez zaslišanja predsednika vlade? Glejte, kaj bi pa spremenilo zaslišanje predsednika vlade? Ampak, če dovolite, ne, člani komisije bi lahko zastavili kakšno vprašanje premierju. Ja, drži, ampak veste kaj, jaz se nisem želel podrediti tistimi, ki so obtožili nekoga na podlagi lažnih obtožb. Jaz ne morem take komisije in takšnega dela jemati za verodostojnega, pa verjetno tudi ne javnost, pa tudi ne poslanci koalicije. Predsednik vlade je javno povedal, da bo prišel pričati in da bo prinesel tudi dokaze. In tega ni storil. In nikoli ne bomo vedeli, zakaj tega ni storil. Lahko pa domnevamo, da se boji pričati pod prisego, in da so se odločili, da ga bo koalicija, njegovi bivši sodelavci in sedanji člani Svobode enostavno vzeli v bran.
Ja, jaz mislim, da je to ključno vprašanje. Zakaj za vraga, če se na najnega minulega gosta navežem, se Golob tako zelo boji enega obiska v državnem zboru, se konec koncev vsak mesec tja pride odgovarjati na poslanska vprašanja, ne? Ampak glede tega pa ne bi. Ja, dajmo malo sešteti dejstva. Ne? Eno je, da je v kazenskem postopku na policiji zaradi vtikanja v delo policije, zaradi iste stvari v bistvu, je tudi v postopku pred KPK-jem. Se pravi, je že opravil 2 zaslišanji, no potem je tule tretje, ki je seveda daleč najbolj javno, ne? V državnem zboru lahko problem. Prisega in če poveš kaj, kar striže tistemu, kar si povedal za zaprtimi vrati preiskovalnim organom, imaš lahko resen problem z obstankom na oblasti. In mislim, da je to problem številka 1. Se pa res vprašam, brez delovanja nekaterih poslancev, ki sem jih že omenil, ali ne bi še danes Senad Jušić vodil te depolitizirane policije, ne? In ali bi mi sploh vedeli, da je obstajala neka tendenca premijeja, da se datum aretacije tistih ruskih vohunov malo prilagaja njegovemu slavju na referendumih. Ja, ne, tukaj bi dodal še to, ne, da pravzaprav Lindav in Bobnarjeva sta se izpostavila, sta šla pričati pred komisijo, kjer sta zavezana. Ne. Tudi na podlagi tega zdaj bodo tožili Lindava in ga vlekli po sodiščih verjetno naslednjih nekaj let, ne, medtem ko Robert Golob pač tega tveganja ni želel prevzeti nase. Ne. Tako kot recimo tveganja nase ni želel prevzeti minister Luka Mesec, ko je bil čas za to, ne, da bi ustavil likvidacijo invalidskega podjetja. Ne, ko bi imel enomesečni rok, da bi to sam ustavil, zadeve ni naredil, se pa potem zdaj prikazal v zadnjem času kot veliki rešitelj, ne, ko pa je likvidacijo naposled, potem, ko so zadevo rešili pravzaprav škofjeloški podjetniki in pa glasno izpostavljanje pravzaprav glavne sindikalistke v podjetju, ne, mislim, da se gospa piše Čermel, ne, torej je prišel zdaj kot veliki rešitelj. Mislim, še ena afera, kjer se pokaže, spet bom rekel, določena politična spretnost Luke Mesca, ko se je po tistem prvem soočenju na Pop TV-ju zdelo že, da ga je pravzaprav Uroš Slak sesekljal na prav faktorje, ne, potem pa je kot Feniks pred dnevi vstal iz pepela in se izkazal kot veliki borec za invalide. Ne? Ja, lahko rečem, da se mi zdi posebna umetnost in Luka Mesec je večkrat že dokazal, da kot minister recimo zamudiš vse možne zakonske roke, da bi ukrepal takrat, ko je to še znotraj tvojih pooblastil in poskušal preprečiti likvidacijo podjetja. Ne? Potem pa, ko je že vsega konec, se vrneš kot veliki rešitelj in reče, zdaj bom pa to izpodbijal. Dobesedno mu ni bilo mar zelo dolgo za to, kar se v Škofja Loki dogaja. Ne? Potem je morda ugotovil, da tudi od tam prihaja, tam nekje železniki Škofja Loka, da bi morda bilo tudi zaradi baze na naslednjih volitvah pametno kaj o tem reči. Se pa še nekaj pokazalo. Prej sem govoril v zvezi z SD-jem o medijih svobode, ki radi planejo na Hana in še koga. Ne? Tule je malo drugače. Ne? Levica ima v tej koaliciji od svojih največjih partnerjev drugo obravnavo, ne? Tudi za Simona Maljevca recimo vemo, ne? Da je imel nalogo ne vem koliko stanovanj spraviti na trg za socialno ogrožene skupaj z Lukom Mescem, pa to niso afere. Ne? To noben kaj dosti ne opozarja in se o tem ne pogovarja. Vidimo tudi, kako Levica vendarle, ne? Vse smo prej omenili sicer 3 slalomiste v vrstah SD-ja, ne? Ampak Levica tudi zelo lepo slalomira, recimo pri glasovanju o teh, ki smo jih omenjali, Rezarjevih sklepih, so vsi potrdili poročilo komisije, potem, ko se je pa glasovalo o sklepih, so pa pač vsi šli ven iz dvorane, skratka, skrbijo za ta minimalni love relationship, ljubezensko zvezo z Gibanjem Svobode, ne, in se jim to vrača, drugače kot SD-ju. Je pa tu v tej zgodbi treba reči še nekaj, ne. Mediji so objavili ta teden kar nekaj informacij o tem, kdo je SDH-ju in Žigi Debeljaku, spet izbrancu Svobode na mestu državnega holdinga, predlagal naj likvidira to podjetje zaradi nekaj 10.000 evrov pač minusa, ki ni bil pokrit, ne. In to je, ne, se ime ne bo povedalo nič, ampak družba PS Capital Dejana Mikoliča, ki ima zanimivo, čisto gotovo slučajno, sedež na istem naslovu v Ljubljani, kot ga ima tudi Gibanje Svoboda in, kot smo brali danes zjutraj, kjer tudi Tina Gaber snema svoje podcaste, mimogrede. Ne? Ja, in iz Gibanja Svoboda prihaja tudi Žiga Debeljak, ne, ki vodi SDH, ki mu do zdaj pravzaprav ni bilo mar za to podjetje, celo
marsikaj spornega smo lahko ta teden slišali o direktorju podjetja, ki je medtem, ko so potekali sestanki za reševanje bojda že morebitnim kupcem razkazoval stroje, ki bi jih po likvidaciji lahko prodali, ne? In se mi zdi tukaj spet se kaže pravzaprav brezbrižnost, ko gre za državni denar, ko gre za državni kapital, za državna podjetja, ne, ko imamo nek SDH, ki ga vodijo, bom rekel, neki odtujeni birokrati, politično nastavljeni parapolitični birokrati, ne, in kako pomembno je po drugi strani imeti močno lokalno gospodarstvo, ki se lahko tudi zavzame za kakšno zgodbo, kot je bila ta. Ne. Konkretno, mislim, da so 20.000 evrov takoj zagotovili škofjeloški podjetniki oziroma podjetniki iz regije, ki bodo potem tudi za avansi plačevali nova naročila, ki jih bodo temu podjetju naročali. Na kratek rok mislim, da je bil bistveni problem tega podjetja nekih 85.000 evrov. Ne. To je manj, ne, morava biti tu zelo jasna, to je manj kot nova letna plača pomočnika Damirja Črnčeca na SDH-ju, tako da mislim, da se nimamo kaj resno pogovarjati o tem. To bi lahko bila celo bolj kot afera Luke Mesca, afera Svobode, ne? Saj morda so pa zato nekako nagradili Luko, ker se je vendarle malo izpostavil namesto njih. Ne? Ja, se je izpostavil. Ne? Ja. Zdaj prav v tej vlogi pa spet lahko vidimo, ne? Kako priročno, ne, je imeti takšne zadeve, da se potem inštalira lahko recimo posameznike, kot je Damir Črnčec, da bodo skrbeli za pravzaprav korporativno varnost. Mislim, tako? Da v podjetjih v državni lasti, pri čemer pa ni zanemarljivo, da prav ta podjetja predstavljajo nezanemarljiv del oglaševalskega denarja, ki se steka pravzaprav v medije, in ravno prek SDH-ja se nekako kaže, ne, že prej je bil Damir Črnčec znan kot tudi medijski operativec, ki poskrbi, da se recimo zgodi kakšen medijski umor v kakšnem specifičnem mediju, ki ga ne bi zdaj spet imenovali. Ne? Hkrati pa ne, prek SDH-ja nadzoruje pravzaprav, mislim, 12 milijard kapitala, od katerega kar lepi milijoni verjetno gredo v oglaševalski kolač. Ne? Damir Črnčec v bistvu v lepi slovenski dikciji postaja pomočnik za tekovine revolucije na Slovenskem državnem holdingu, nekako tako. Ja, pravzaprav se mi zdi, da so že čisto prozorni, ne, in to kaže po svoje tudi rejtingi vlade, ki strmoglavljajo. Ne. Mislim, da je vlada spet na neki eni izmed najnižjih podpor, tam nekje proti četrtini podpore se bližajo, ne, in razlika pravzaprav do SDS-a mislim, da še nikoli ni bila večja. Ja, bova to pogledala, se mi pa zdi, da vse to, kar najbolj izstopa, se pravi vedno večja razlika med SDS-om in Gibanjem Svobodo, pa hkrati stagnacija ali celo nazadovanje SD-ja in Levice odraža natanko to, o čemer sva zdaj kar nekaj povedala o ravnanju Svobode. Ne? Sami zaradi svoje nesposobnosti, nekompetentnosti, tudi velike arogantnosti in tega kar močno izraženega plenilskega nagona, pa tudi kulturne vojne, ki se jo grejo, tonejo, ne? Je pa njihova edina skrb, kar lepo kažejo procenti SD-ja in Levice, da se pač nihče v tej koaliciji ne veseli glasov, ki jih izgubljajo sami. Ironija pa je, ne, ampak to Roberta Goloba še ne zanima, ker so volitve vendarle še malo predaleč stran, ne, da sam ustvarja največjo bazo, ki ga utegne pokopati po naslednjih volitvah, in to so neopredeljeni. Ne. Kanalizira jih dobesedno v največjo stranko ta hip, tega smo se pa tudi že navadili, ne, da je nekaj mesecev pred volitvah stranka neopredeljenih vodilna v državi. Zdaj, tukaj, ne, pri tej anketi bi jaz opozoril najprej na par stvari, ne, ko gledamo te ankete, treba biti pozoren na več stvari. Prvo, da gre za aktualno, torej, če bi bile, vprašanje se ponavadi glasi, če bi bile volitve to nedeljo, koga bi volili, pri čemer, če bi bile volitve to nedeljo, bi prej imeli 3 mesece aktivne kampanje in 1 mesec uradne volilne kampanje, torej bi razmišljali bistveno drugače, kot razmišljamo sedaj. Kot drugo, ko se gleda razmerja med strankami, je v resnici smiselno izključiti neopredeljene, ker tisti pač, če so na volitvah neopredeljeni, ne volijo, torej ne vplivajo na razporeditev sedežev v parlamentu. Ne? Tako da v tem kontekstu se mi zdi pomembno vedeti, ne, kaj so ti procenti. Recimo, glede Nove Slovenije, to, kar omenjaš, sploh ni nepomembno, ne? Ker mislim, da neka splošna javnost, ki morda tako si ne vzame toliko časa kot midva, da je to na koncu poveva, ne? Ko vidi pri NSI-ju, naprimer 3,2, ne, misli, da NSI je pa zdaj pod parlamentarnim pragom. Ne, zdaj, če je to v resnici, mislim, da nekih 5%. Ne, tako,
ne, in ko več mesecev zapored sporočaš javnosti, da je nekdo pod 4, ne, lahko ustvariš ta snežni efekt, ko v bistvu nekdo reče, ok, se potem jih pa nimam več kaj omenjati naslednjič, ko me vprašajo. Ne. Ja, in po drugi strani ta anketa še dodatno kaže pravzaprav pristransko s tem, ko ni vključila pravzaprav nekih novih strank, ne, torej Logarjevih demokratov sploh. Ne vidimo, ne, tukaj pa mislim, da še marsikoga drugega, ki bi tudi bil realen faktor, lahko ne. Tako da v tem kontekstu treba biti previden, no, ko se soočamo z anketami, no, sem to bi želel opozoriti. Ne. Ja, je pa res, da se kaže ta zanimivost, ne, pravzaprav, kako slovenski volivec pade vedno znova na led, ne, torej, ko si izvoli diletante, ne, potem te diletanti slabo vladajo, nad njimi je razočaran, se umakne med neopredeljene, ne poišče nekoga drugega izkušenega, recimo spretnega politika, ampak poišče nekoga, ki je serviran potem tik pred volitvami kot ne politik, kot neopredeljen, kot nov, kot neomadeževan, ne, ki potem seveda je običajno, kot se kaže v zadnjih letih, potem še večji diletant, kot je pač bil ta njegov predhodnik. Ne. Po drugi strani v kontekstu je pa zanimivo, ne, da imamo trenutno pravzaprav izrazito levičarsko vlado, ne, ki dela izrazito slabo, ljudje so z njo izrazito nezadovoljni, pa hkrati ni videti še recimo neke logike, kot bi jo morda lahko videli v kakšni drugi državi, bolj razviti demokraciji, ne, recimo v Nemčiji, ko se pripravljajo na predčasne volitve, ali pa v Veliki Britaniji, ko so imeli nedavno volitve, ko se potem pač oblast zamenja. Ne, imamo na tej strani, pravzaprav na desnici, ki je recimo trenutno v opoziciji, kar nek krč, ne, za katerega se nekako ne ve, kako bi ga vendarle presegli. Ne. Ta teden se je znova pravzaprav pretresalo možnosti, ali bi bilo smiselno recimo sodelovanje, ne. Dobila sta se torej izvršna odbora Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije in mislim, da so na koncu ugotovili, da morda neko sodelovanje pa vendarle bi, čeprav ni jasno še nikakor kakšno in kako. Ne. Najprej mogoče generalno o tem, kar si odprl, ne, da osip glasov v tej vladi ne povzroča nobenega priliva v opoziciji, jaz vidim to nekako tako. Ne bom prav veliko več o odbojnosti Janeza Janše, ker sva o tem že vse v preteklih mesecih povedala, pa bi šel recimo čisto na delo v parlamentu. Ne zdi se mi res, za razliko od prejšnjih mandatov, da je SDS čisto tako tehnično glede vlaganja nekih predlogov in tega precej počasnejša, kot je bila. Reakcijski čas je daljši, morda tudi na nekih stvareh, kjer so žoge pripravljene na 11 metrov, kot tega kar ne pograbijo. Ne. Po drugi strani NSI v situaciji, ko je žrtev kanibalizma ne samo znotraj političnega pola, ampak tudi na drugem polu Svobode, ne, ki je nekako kar prvo polovico tega mandata mislila, da bo NSI brez, da ji karkoli kadrovsko namenijo, ne, v koaliciji podprla vse živo. Ne. In na koncu se mi zdi, da imajo dokaj zaprt ta medijski prostor, ker to v bistvu dve največji stranki v parlamentu skupaj nekako dogovorno počneta. Zdaj, mislim, vladujeta vsaka svoj del, pa če en je večji, en je manjši. Tako, in ko sta prej rekla v kontekstu SD-ja, ne, stranke, ki so toliko pragmatične, da lahko malo škilijo čez pol, ne, treba imeti pod kontrolo, to isto velja za Novo Slovenijo povsem enako. Zdaj pa, če greva na to povezovanje. Po mojem, koncept, ki ga vidim, ne, je seveda, da NSI, če gledamo o sestanku z SLS-om, ki se je govoril, tu nastopata vendarle dve stranki na trenutno zelo različnih pozicijah. Ena je dolgoletno tradicionalno parlamentarna v Ljubljani in v Bruslju, druga je že dolgo od svojega zadnjega mandata v državnem zboru. Ne? In zdaj, dobrih 10 let, ne, 10,5 let so že zunaj parlamentarna tako, stranka doma. Ne? Mislim, in pol leta v Bruslju. Vse to bo zdaj zvenelo mal grobo, mogoče pa ni čistko slabo mišljeno, ampak SLS je tukaj pred dilemo. Ne? Ali gre dejansko zelo odprtimi kartami slovenski javnosti povedati, da jih zanima 1% pa malo čez za to, da se ulovijo te državne subvencije za politične stranke, kar po domače povedano pomeni, naše ambicije so, da solidno živijo ena ali dvoja usta od tega, ne? Ali pa bodo rekli, ok, morda pa lahko dobimo 1 do 2 realno izvoljiva volilna okraja na neki drugi skupni listi, naprimer z NSI-jem, in bodo pač na ta način vendarle dokazali, da jih zanima tudi baza, ki naj bi jo nagovarjali in ki že dolgo nima nikogar, ki bi jo nagovoril. Ne? Ja, zanimive so recimo bile izjave, se mi zdi, različnih politikov z desne, pa morda prej nadaljujeva to temo, poglejva še te izjave. Ne? To je mnogo preuranjeno. Glejte, zagovarjamo širšo koalicijo dobro mislečih, programsko sorodnih, seveda z odgovori na to, kaj bomo naredili dobrega za Slovenijo in za vse Slovenke in Slovence. In to mora biti tista prva prioriteta politike. To je že zelo konkretno vprašanje, o tem bomo komunicirali, ko bojo stvari tako daleč in tako zrele. Na začetku smo zdaj pri tem
da iščemo somišljenike, mnenja, tiste, ki delijo našo željo, znebiti se te radikalne leve vlade, ki dela škodo Sloveniji. Demokrati smo v fazi ustanavljanja lokalnih odborov, to je še korak preden bi sploh lahko začeli razmišljati o tovrstnem povezovanju. Proporcionalni sistem pa načeloma govori proti tovrstnemu povezovanju. Mogoče se velja za hip samo še nasloniti na tole izjavo Anžeta Logarja. Ne? Kaj bi lahko pomenila, da proporcionalni sistem ne nagrajuje skupnih list, mislim, da je bilo konkretno. Ne? Dejstvo je, da je tudi zgodovina pokazala, da ne nagrajuje tistih večjih strank ali pa bolj uveljavljenih, ki vabijo k povezovanju manjše akterje od sebe. Ne? Povsem konkretno, seveda, se mora ta večja stranka iz nekaterih okrajev umikati. Ne? In zdaj recimo, bom šel na špekulacijo, če bi NSI ponudila na skupni listi 3, 4, 5 realno izvoljivih okrajev SLS-u, ne? To pomeni, da lahko po volitvah, ukolikor pridejo v parlament, tudi nastane, kot zdaj ravno Anže Logar dokazuje, nova poslanska skupina iz tega. Skratka, partnerji, ki so šli skupaj na listo, lahko sredi mandata postanejo povsem neodvisne entitete, ki grejo vsak po svoje. Ne? To je eno tveganje, ki malo vzpodbuja nezaupanje med akterji, ki bi se odločili za povezovanje. Drugo, pa ne bom na široko o tem, je pa dejstvo, da se je z SLS-om, vsaj ta hip, po mojem mnenju, tudi malo težko pogovarjati, ker nimaš občutka, da je na drugi strani nek konsolidiran partner. Ne? Kadarkoli se Marko Balažic resneje pojavi v javnosti, ga nekdo po parih minutah vpraša, kdo bo pa vas zamenjal ali pa nasledil. Ne? Torej. Ja, zdaj, kar se tiče tega povezovanja, ima Logar po mojem delno prav. Ne? Zdaj, ko gre za neke široke liste, recimo, da bi celoten blok sestavil eno listo, mislim, da gre tukaj v minus. Ne? Zato, ker so vendarle stranke v bloku sorazmerno različne in glede na dejstvo, da imamo še vedno okraje, da v vsakem okraju na eni listi kandidira en človek, to pomeni, da lahko recimo, če v tvojem okraju kandidira pa si podpornik recimo ene izmed teh strank na listi, ne pa kandidira v tvojem okraju nekdo iz druge stranke, morda ti volivci ne bodo tako entuzijastično volili tega predstavnika druge stranke, čeprav je pravzaprav skupna lista z njihovo priljubljeno stranko. Ne. To je ta nevarnost, ki je ena, oziroma strah, da če se povežejo preveč raznorodne stranke, se volivci ustrašijo, da bodo kupili mačka v žaklju. Na drugi strani pa vendarle je tudi nekaj argumentov v prid skupne liste. Ne, konec koncev skupna lista nakaže, da torej, če imamo zaupanje, da bo recimo Nova Slovenija prestopila parlamentarni prag, verjetno imamo zaupanje, da bo tudi Nova Slovenija skupaj z SLS-om prestopila parlamentarni prag, torej volivci Nove Slovenije in volivci SLS-a niso v dilemi, ali bodo stran vrgli svoj glas, če recimo volijo takšno skupno listo. Torej, v tem kontekstu pa je to lahko koristno in konec koncev tudi, če bi se nekje sredi mandata morda oblikovali dve poslanski skupini, sta vendarle obe stranki na boljšem, če znotraj pola sodelujeta ali tudi, če sta dokaj neodvisni, ker če sta s tem sodelovanjem pripeljali dodatne poslance v državni zbor, pravzaprav to bolj kot ne pomeni samo korist. Ne? Zdaj, če iz vse te na nek način teorije potegneva nek sklep, kaj bi se utegnilo ali pa kam se trenutno nagiba stvar glede sodelovanja nekega Demosa 2.0, kot mu pravi Matej Tonin. Za zdaj meni kaže recimo na to, da bi Anže Logar tudi glede na to izjavo znal iti v bitko sam z demokrati. NSI pa kot nek politični brand, ki sem rekel, da je pač dolgo in v slovenskem in evropskem parlamentu, bi na drugi strani lahko recimo pod eno streho povezoval in SLS morda, če ankete to v nadaljevanju pokažejo, da samostojno ne bo šlo. Tudi fokus Marka Lotriča, tako ne. Mislim, mogoče še to, da pravzaprav Nova Slovenija in SLS sta tudi tukaj bistveno bolj programsko sorodni in bolj povezljivi. Tudi v preteklosti so že bili različni poskusi tega sodelovanja, tako da mislim, da je bolj smiselno tudi, da gre sta oni dve, recimo pa Logar posebej, sploh če bo Logar s tem, ko nagovarja še kakšne poslance Svobode, da k njemu prestopijo, pravzaprav posegajo bolj proti tej res sredini. In še malo okrepil ta svoj urbani del. Bi pa mogoče še pri tem dodal to, da SLS mislim, da kot samostojna težko postane faktor in da je pa, dokler je recimo Marko Balažic na vrhu, mislim, da je nekaj več šans za povezovanje, ravno zato, ker se in Tonin in Balažic to pa imaš prav, in še kdo drug, tudi do neke mere Marko Lotrič so se že opekli z Janezom Janšo,
medtem ko bi morebitni novi predsednik ali predsednica, ki se omenja, morda... Te lekcije še mora vzeti. Ja, oziroma v tej svoji ambicioznosti morda vendarle tvegala in šla po svoje. Ne? Pa mislim, da če bi šli na skupno listo, da je smiselno, da že prej se lotijo nekega skupnega sodelovanja, recimo referendumi, ki se nakazujejo ali na področju eutanazije ali zdaj na področju teh pokojnin, ki jih sili Levica ali še kakšen drugi oziroma kakšen drug projekt na terenu bi lahko povezal recimo ljudi iz SLS-a in NSI-ja, da bi skupaj pač že nastopili, se spoznali in bi se tukaj ustvarilo neko to večje zaupanje. Ne? Zdaj bova odprla eno temo, v bistvu, ki sodi v to interesno sfero obeh strank, predvsem SLS-a, pa vendarle tudi zadnja leta precej močno NSI-ja in to je kmetijski zakoni oziroma tudi kmetijsko-gozdarska zbornica konkretno. Ne? Moram priznati, da glede te teme si me v tem tednu izobrazil, ker tega nisem tako podrobno spremljal. Zdaj, če jaz prav nekoliko z distance razumem, sta tu problema dva. Na eni strani zdaj, odkar je bilo v medijih pojasnjeno, ne, da si je gozdarsko zbornico nekako prisvojila SDS, zdaj Svoboda razmišlja, kako jo razstaviti in jo bistvene vitalne dele prestaviti kar direktno pod kmetijsko ministrstvo. Na drugi strani, ne, pa ta baza, kmečka baza nekako ne čuti svojega novega predsednika, ki je vendarle prišel iz neke visoke politike in ni toliko njihov človek. Zdaj, Mateja Čalušić pravi, ne, da je te spremembe snovala že prej in morda jih gre celo verjeti, ker kmetijsko-gozdarska zbornica je vedno nekako bila neko področje, kamor leve stranke niso uspele inštalirati. Vsaj eno lahko verjameva, da to Robija ne zanima. Ne, on ima bolj urbano življenje. Robija morda ne, Tino Gaber pa ja, ne, bomo videli zakaj. Ne, in sicer, torej vedno je bila neka želja, nikoli niso uspeli si zares podrediti, konec koncev pač kmetje po naravi morda niso ravno večina njih ali pa dobršen del njih niso ravno neki hudi levičari. Ne? V tem kontekstu je bila pač običajno to vodena institucija bolj z strani ali pa ljudi, ki so bili blizu stranki SLS, nikoli pa do zdaj ni bilo tako očitnih strankarskih list kot nazadnje. Ne? Res, da so pač neke lokalne liste večinoma naplavile na površje potem neke ljudi, ki so bili bliže SLS-u in je posledično SLS imela največ teh svetnikov ali pa večino in posledično tudi predsednika. Tokrat si je SDS uspela z intenzivno kampanjo, ne, morda tudi zaradi zatona do neke mere SLS-a spet zasest, ne, tudi recimo delno s podporo katoliške cerkve, ne, ključne večino v teh organih in morda še dodatno spodbudila tudi na ta način ta odziv, ki pa je latenten že dolgo časa, ne samo, da so zdaj pač morda še dodatno bili spodbujeni, da bi kmetijsko-gozdarsko zbornico hendikepirali, pobrali tretjino sredstev, torej te kmetijske svetovalce, ki so zdaj v okviru tega in zadevo predstavili na kmetijsko ministrstvo, pri čemer ne iz glasov kmetov, ne, je slišati pravzaprav obratno, ne, da je kmetijsko-gozdarska zbornica preveč državna, ne premalo. Ne, torej, recimo v Nemčiji, v Avstriji so taki organi pravzaprav tudi v lasti kmetov, ne samo v upravljanju. Ne, pri nas se pa zdaj iz upravljanja kmetov zadeva prestavlja še direktno na kmetijsko ministrstvo, kjer pa je vlada zamenjala, recimo, kot pravijo kmetje, dokaj strokovno ministrico Ireno Šinko, ki se ni podrejala vladi in nastavila, lahko bi rekli, ministrica po godu Tine Gaber, ne, Matejo Čalušić, ki pravzaprav pelje direktno to agendo, ki je pa za slovenskega kmeta izrazito škodljiva, še posebej živinorejca, ne, ker pač Tina Gaber očitno meni, da živinoreje ne rabimo, saj vendarle ne, vegani mesa in mleka ne koristijo, ne, in v nekih teh ekoloških agendah so prepričani, da krave nek metan rigajo ali kako že in povzročajo toplogredne izpuste. Ne. To je tipični primer, ne, ko politika poseže v vse pore družbe ali pa tiste, kjer res ni potrebna. Politika na področju kmetijstva, z moje videnje, pa nisem kakšen velik strokovnjak tu, ne, je dejansko lahko prisotna samo kot nek servis, ki ustvarja neke osnovne pogoje, ne pa kot nekdo, ki praviš, ki dejansko vodi to stvar, ker jo vodi nekdo drug, vodijo slovenski kmet, vodijo jo družinske kmetije in podobno, ne, in potem se zgodi ta averzija, da dejansko tisti, ki naj bi jim tudi zbornica ali pa ministrstvo služilo, dejansko ne želijo več dialoga, ker se čutijo iz njega in tako naprej izbrisane. Ne? Ja, pri čemer je pa mogoče še to za poudariti, ne, da se z ostalimi zakoni v veliki meri uvaja en kup socialističnih ukrepov, ne. Lastnike gozdov, lastnike živali in tako naprej se izvzema iz časov mojata socialistični kulak. Tako nekako, ne, po tej logiki. Ne. Je pa zanimivo morda še to, no, nekaj tudi dobrih ukrepov, niso vsi slabi. Ne. Zanimivo je pa to, da na vidiku zaenkrat ni nekih
kmečkih protestov, kot smo jih videli lani, ker so se zamenjala torej ta vodstva in v tem kontekstu še ni zaznati, bom rekel, nekega tega protestniškega gibanja, čeprav ironično je Mateja Čalušić izbrala ravno termin, ko je najbolj ugoden za kmečke proteste. Lahko ti rečem, da smo splošno znano je, da smo trpežen in potrpežljiv narod in mislim, da bodo to mogli v prihodnjih mesecih trenirati to potrpežljivost tudi slovenski upokojenci, ne? Ker koalicija prihaja še z enim zanimivim ukrepom in to je, da se že tako, bodimo realni, ne slabo plačanim oziroma penzioniranim raznim kulturnikom bolj leve kulturniške elite ne godi že zdaj s penzijami, kot so 2000-2500 prav slabo, ne? No zdaj bojo še 50 in 100% dodatki na to, ne? Kjer bojo pokojnine globoko presegle 3000 evrov na mesec, medtem ko se bo navadna slovenska pokojnina usklajevala z manj kot pol evra z inflacijo na mesec. Ja, kaj ne rečemo, ne? Zaslužnim je pač treba dati, ne, kar jim gre, ne, sej jasno je tudi, kako se te stvari podeljujejo, ne. Mislim pa, da bi znala tukaj SDS je že napovedala referendum, ne, in ne bi bil presenečen, če bi bil morda ne ravno s takšnimi odstotki, pa vendar ne, ta referendum pravzaprav lahko za Golobovo vlado neke vrste repriza referenduma za vode v času Janševe vlade, ne, torej nekako se mi zdi, s tistim referendumom za vode se je začel ta, bom rekel, vzpon svobode in padec na volitvah torej Janševe koalicije, ne, mislim, da bi se znalo tukaj zgoditi, da bi lahko se začel s takšnimi referendumi pravzaprav konec svobode, ker bi ljudem prekipelo. Sploh, ker gre za simbolno zelo močne stvari, ne, ko so upokojenci pravzaprav velika baza, pa zelo čutijo, ne, tisti, ki imajo 700 evrov pokojnine. Tukaj gremo zdaj na denarnice ljudi, ne, in imaš na eni strani veliko skupino slovenskih upokojencev, ki jim je težko od meseca do meseca, pa ne samo to, ne, bom še eno drugo skupino delovno aktivnih omenil, strašen problem je sploh pod to Golobovo vlado, da bi za nekaj odstotkov spustili razbremenitev plač, ne, da bi šli delovno aktivni ljudje, ki sicer sodijo po vseh merilih v nek srednji slovenski sloj, malo bolj lahkega srca v kakšno trgovino in tam, ne, plačali DDV in pognali gospodarsko rast, ne, ni pa problema pač krat 2, krat 3 povečevati pokojnine, ki že danes niso slabe. Tu trčva zdaj v eno temo, in to je recimo nekaj, česar so se lotili v preteklih tednih Hrvati, množičen bojkot trgovin. Ne? Podatek, ki me je zabaval, ker se mi zdi kar tako glomazen, je, da so v enem tednu z bojkotom teh ne najbolj nujnih nakupov naredili trgovcem škode za, mislim, da 45 milijonov evrov v enem tednu, oziroma drugače povedano za 1% letnega prometa 5 največjih hrvaških trgovskih verig skupaj, ne? Kar v resnici je kar pošteni splen, ne? Ja, je pa res, da se treba zavedati pri teh bojkotih nečesa, ne? Zdaj, če ti en teden ne greš v trgovino, trgovin bo sicer imela neko škodo, ker si bodo določene pokvarljive stvari, kot je sadje, zelenjava, recimo pokvarili, ne? Pa tudi luknja v želodcu, ne? Ampak konec koncev, ne, nekako bo shrambo treba čez 2 tedna napolniti, bomo pač takrat kupili 2-krat več, ne? Tako da, jaz mislim, da je tukaj govoriti o teh bojkotih kot zelo uspešnih. Mi je pa zanimiv refleks Slovenske zveze potrošnikov. Moram priznati, da ne vem točno, kdo jo interesno obvladuje ali pa kakšno je vodstvo ali karkoli, ampak njihova dikcija me je presenetila, ker sem bil prepričan, da bodo tudi oni konzervativni do takih posegov, ne? Potrošnika pa so rekli, da je to lahko močno in ustrezno sporočilo trgovcem o tem, da so šli predaleč s cenami, ne? Ja, pa vendarle je treba vedeti, da tudi pri trgovske marže marsikje niso tako visoke, morda kot se zdi, bolj gre za, se mi zdi pač stvar inflacije, torej stvar pravzaprav tega padca vrednosti denarja kot zgolj pohlep recimo nekaterih trgovcev, ne, zdaj koliko se da to omejiti pa s takimi bojkoti, težko rečem. Še precej večji bojkot je pa še malo južneje, ne, to je pa v Beogradu oziroma kar pa vsej Srbiji več ali manj. Zdaj, če povzamemo, ne, pravzaprav pred 3 meseci se je zrušil nadstrešek železniške postaje v Novem Sadu, ki je bila obnovljena, ne, pod sabo pokopal 15 ljudi in od takrat naprej pravzaprav je Srbija na nogah, ne, predvsem študentje in dijaki protestirajo množično, ne, ta teden smo videli celo padec srbske vlade zaradi tega. Srbska politika išče nekako, kako bi ustregla protestnikom, ne, pravijo, da so zadovoljili njihove zahteve, 4 so bile, ne, torej, da se prikaže torej, vsa dokumentacija, čeprav tukaj pravijo, da še ni vse dokumentacije, ne, da odstopijo relevantni
deležniki in še nekaj tega. Ne, pravzaprav danes spremljamo ta pohod iz Beograda v Novi Sad, ne, kot še en izraz tega. Je pa zanimiva situacija v Srbiji, pravzaprav, da imamo eno res močno stranko, torej ta Srpska nacionalna stranka, SNS, nekdanja stranka Aleksandra Vučića, zdaj kot predsednik je sicer šel iz nje ven, zamrznil članstvo nadstrankarski, ne, pa vendar je edina resnično močna stranka v državi, opozicija je precej razdrobljena in predvsem ideološko zelo raznolika, ker so od levičarskih strank do precej konzervativnejših, celo nacionalističnih, ne, ki imajo pravzaprav zaenkrat skupno zgolj to, da ne marajo Vučića, ne, nimajo pa še neke resne alternative, kako bi pravzaprav Srbijo popeljali po Vučiću, recimo, če bi dejansko do njegovega odstopa prišlo, oziroma dodatna ironija, ne, zahtevajo, da ni predčasnih volitev, pa da tudi vladajoča stranka, ki ima trenutno večino v parlamentu, ne vlada. Ne. Tako da v tem kontekstu pravzaprav zahtevajo neko tehnično vlado, kar je malo verjetno. Ne, vprašanje pa je tudi, koliko je tle, ne, tukaj se izpostavlja velikrat tveganje, da so morda iz tujine nekako spodbojeni. Mislim, da je sicer bes v Srbiji upravičen glede na situacije. In po mojem kar avtentičen. In tudi precej avtentičen, predvsem bojo pa mogli najti nek način, kako združiti, bom rekel, te opozicijske sile, da predstavijo neko resno alternativo. Ne? Jaz bom rekel tako, mislim, da je kolega iz N1 zadnje dni, ki je tudi to komentiral, lepo rekel, nimajo, ne, Srbija nima svojega Đinđića, vemo pa celo, kako je Đinđić končal, ker je bil nek močen vodja opozicije, ne, ki je takrat tudi prišel na oblast. Zdaj, seveda Vučić vseh teh okoliščin, da opozicije praktično ni oziroma da je totalno razbita, se seveda dobro zaveda in zato se lahko obnaša kot se do tega trenutka. Meni od zadnjih dni ena taka zelo vešča izjava, ki je po mojem premalo bila analizirana, ostala v ušesih in sicer v podobnem slogu z žuganjem s prstom, kot smo bili vajeni pokojnega Slobodana Miloševića, ne, je zaupil, nikada više v Srbiji neće ulica da menja vlast oziroma nikoli več ne boste z ulice menjali oblasti, ne. Zakaj se mi to zdi kontroverzno? Žal, da so takrat z ulice zamenjali Miloševića. Ja, ampak tudi premalo znano, pravzaprav pozabljeno dejstvo Aleksandru Vučiću je, da je bil to minister za informiranje v poslednji vladi vojnega zločinca Slobodana Miloševića, ne, tako da ta zgodovinski sentiment niti ni nerazumljiv. Zanimiva mi je tudi sicer, ne, simptomatična za te kraje tule na, kot pravijo, brdnom in kišovitom Balkanu, ne, se pravi hribovitem in deževnem. Prepotoval je karierno pot od skrajnega desničarja z močnimi nacionalističnimi tenzijami, zelo protievropskimi stališči, ne, takrat v Miloševićevih časih, konzervativnemu, zelo proevropskemu populistu, ne, ki pa je treba, to pa res ne, priznati, da je pa nek povprečni standard, ne govorimo o tej revni Srbiji, ki jo je še vedno veliko, ampak ta nek srednji sloj je v desetletju, dobesedno, Beograd je pa v desetletju pod njim začel živeti precej neko drugačno, bolj kozmopolitsko in lažje življenje, ne. Zdaj največjega oboževalca, pa Aleksandar Vučić še zdaleč nima v Srbiji, ima ga v Sloveniji, sredi Ljubljane, pa poglejva to izjavo. To ne. Jaz sedim, da je Srbija doživela v teh 10 letih neverjeten razvoj. Znam tudi utemeljevati, tudi kakšna gospodarska rast, koliko je nezaposlenih padlo od 15% na 8%, plača bo letos povprečja tam skoraj 900 evrov, da ne govorim o novih cestah. In jaz razvoj Srbije absolutno podpiram, tudi povedal sem, da je Vučić moj prijatelj, in na tem bom ostal. Največji dosežek, ki je lahko ena država v svetu doseže, po mojem mnenju, je pa to Expo, da ena Srbija, ki ima 8 milijonov prebivalcev, dobi Expo v konkurenci mest in Španije, iz Amerike in Azije, je neverjeten uspeh. Ja, Janković ne govori naključno, o Expu kar precej na glas se ugiba, ne, da bi s padcem Vučića tudi njemu kakšna zasebna kombinacija v Srbiji in v Beogradu padla v vodo, namreč lahko bi bil, ne, to so ta ugibanja, direktor Beogradskega sejma, ravno v obdobju preden v Srbijo pride Expo, mislim, da je to leta 2027. Ne, torej, treba je delati, kako že Zoki dela. Tako. Dela pa tudi Donald Trump, ne, en teden po inauguraciji, torej prvi teden mandata, izrazito pester, ogromno izvršnih ukazov, predvsem pa zelo koreniti, ne, poslal je vojsko na Meksiko, začetek deportacij, ne, v Kolumbijo, Guatemalo, zamrznitev financiranja enega kupa transferjev, ne sicer
torej socialne varnosti in zdravstva, pač pa predvsem nevladnikom, ne, recimo tukaj so predvsem razni naš nevladniški sektor ekvivalenten, ne, temu prikrajšani, ne, če tako rečem. Po svoje bi lahko rekel, ne, da je Trump ukinil financiranje lastnega razkroja, torej razkroja ZDA in hkrati pravzaprav z zelo premišljenimi izzivi, ne, torej recimo s temi napovedmi o morebitnem nakupu Grenlandije ali celo vojaškem osvajanju le-te, naredil provokacijo, ki je rodila sadove. Ne. Torej Danska je takoj vložila dodatni 2 milijardi evrov v obrambo in se začela bolj zanimati za Grenlandijo, s čimer pravzaprav težko si je predstavljati, da bi Trump kot zaveznik napadel NATO-vo zaveznico, tesno zaveznico Dansko, je pa izsilil, da je fokus na Grenlandiji zdaj bistveno večji, kot je bil in na ta način preprečuje morda, da bi se tja zarinili morda Rusi ali Kitajci. Ja, nihče, niti pingvini ne morejo ostati ravnodušni ob politiki Donalda Trumpa, očitno, ampak bolj resno bi pa pokomentiral tako. Zdi se mi, da je to v bistvu... To je nek novi Donald Trump, malo drugačen kot v tistem svojem prvem predsedniškem mandatu. Odločil pa se je po mojem za politiko, bom jaz rekel, močnih dražljajev. Ne? To je prav Grenlandija, po mojem tipičen primer, kjer ti zastaviš svojo retoriko na začetku tako zelo močno, tako zelo na glavo, ne? Da že pri tistem, ki ga stvar neposredno dotika, in to je v bistvu danska oblast oziroma danski državni vrh, ne? Povzročiš, da problem uredijo sami. To, kar si želel doseči, v bistvu nasprotna stran naredi sama in prepričan sem, da podobno velja tudi recimo v primeru deportacij za te države, kamor se bojo pač nezakoniti migranti vračali. Ne? Zanimivo je še to, če dodam, ne, da pravzaprav je ključno pri resnem politiku, da stvari začne narediti na začetku mandata naredi hajko, potem čez 3 leta se morajo že pokazati neki rezultati in potem lahko morda žanje uspeh. Mislim, da je to izjemna lekcija slovenski politiki, predvsem politiki novih obrazov zadnjega desetletja in pol, ker, dragi gospodje, ne bom več poimensko našteval, vsi vejo, kdo so, stvari se delajo, reforme se delajo v prvega pol leta, v prvem letu, ko so rejtingi visoki, ko vas bojo mediji, ne glede na to, čigavi so, več ali manj pustili na miru, ker je še prezgodaj. Oziroma, ko bodo volivci že pozabili, da so bili besni na vas, ko so delali reforme. Tako da primite se za glavo, za žep in še zakaj, ko vas bo naslednjič nekdo od slovenskih politikov v 3. letu mandata nagovoril z besedami, to bo reformno leto, ker ne bo. Oziroma, če povzamem Iva Boscarola, Trump je zmagal, ker je dober gospodar in skrbi za lasten narod. Odkot je to vzel iz posla, ker če tam nekaj obljubiš, tam tudi moraš dostaviti ali pa te ni več na trgu. Ne? Tako, in dostavili smo tudi mi celotno oddajo, celoten podcast, tako da ob koncu morda zgolj še povabilo, da se podate na spletno stran zanima.me, kjer še vedno zbiramo podpore za naše nadaljevanje projekta. V kratkem najavimo še kakšne dodatne korake, zaenkrat zgolj vabilo k moralni podpori ta trenutek, morda jo lahko tudi zapišete in k temu povabite svoje prijatelje in svojce. Lahko seveda se tudi naročite na naš YouTube kanal, da boste obveščeni o tudi naših prihodnjih video posnetkih in oddajah, morda pride tudi kakšna nova v prihodnje in pa seveda na naših socialnih omrežjih. Tako, veliko nam pomeni vaša podpora v vseh oblikah, tako s komentarji, svojimi mnenji, kot tudi s tem, da nas sledite na različnih profilih. Zdaj pa samo še nasvidenje do naslednjega petka. In lep pozdrav.